Na povabilo podjetja Lumar smo obiskali zadnji letošnji dan odprtih vrat. Lumar je vodilni slovenski proizvajalec nizkoenergijskih in pasivnih montažnih objektov, ki je s svojimi inovativnimi ter okolju prijaznimi rešitvami prisoten tako v Sloveniji kot tujini. Na dnevu odprtih vrat so premierno predstavili dve vrhunski hiši Lumar. Individualno pasivno hišo Kubus in zelo dobro nizkoenergijsko hišo EOS 266. Obe hiši odlikuje energetska učinkovitost, funkcionalnost, sodobno oblikovanje in visoko bivalno ugodje. Več o vrhunskih hišah pa je povedal komercialni direktor podjetja Lumar, gospod Aljoša Sevčnikar. Trenutno smo na eni od hiši Lumar, kjer skušamo predstavljati prednosti Lumarja oziroma celotne montažne gradnje nasploh. Definitivno je montažna gradnja v zadnjih časih prevzela večjo vlogo kot v starih časih, predvsem iz razloga tehnološkega napredka, energetske varčnosti, s čimer se je pravzaprav vse skupaj začelo, in pa hitrosti, kar je današnjemu kupcu že velik faktor pri odločitvi o nakupu. Tale hiša, primer, je bila prodana šele konec meseca aprila in sedaj novembra, že praktično konec novembra se stranka seli v njo. Gre za resnično večjo hitrost pri eni zadevi in tehnično dovršenost, s tem, da smo hišo uspeli kljub velikim arhitekturnim zahtevam spraviti tudi v pasivni razred, torej pod 15 kW, kar pomeni tudi velik dejavnik pri ekoskladu, ki v tem trenutku je takrat deloval. Hiša kot taka porablja pri današnjih cenah energentov za ogrevanje hiše pod 200 € na letnem nivoju za ogrevanje, kar resnično spravi stroške ogrevanja pod nivo, o katerih moramo skrbeti. Dobena od teh pogojev energetske varčnosti nimajo več ovir v arhitekturi, kot je bilo včasih mišljeno, da energetske varčne hiše morajo biti škatle, arhitekturno nezanimive. Tukaj si stranka lahko izmisli praktično vse. Pogoj je pravno kontra temu, kaj je urbana legenda, torej čim večje steklene površine, s čim večjo svetlobo, ne samo kot energetskim virom, sončno svetlobo, temveč tudi za samo bivalno ugodje. Stekla zamenjamo z večjo propustnostjo svetlobe, tudi za večji spekter svetlobe, zaradi počutja, ki ga doživljamo znotraj. Hiša vsake 2 uri zamenja kompletni volumen zraka. Zrak gre preko trojnega filtrskega sistema, tudi HEPA filter, kar še posebej zanimivo morda ljudem, ki imajo kakršnekoli alergije na cvetni prah. Če ne drugo, pa že pomislimo, da ima vsaj 70–80% manj navadnega prahu v hiši. Pri vseh Lumarjevih hišah je zanimiv izbor stenskih sistemov, kjer prav vse sisteme imamo certificirane z Evropskim tehničnim soglasjem, z vsemi certifikati, kot so pa Sivhaus inštitut ali pa švicarski Minergie, in izbirate lahko od naravnih materialov, pihane celuloze, lesnih vlaken ali pa kamene volne. Seveda gradimo tudi manj energetsko zahtevne hiše, ki pa nikako niso v ospredju, vsaj pri Lumarju. Hiša je že v osnovi vedno mišljena pri Lumarju bolj kot dom, ne kot hiša kot taka, kar je postavilo Lumarja v ospredje pri proizvajalcih enodružinskih hiš, čeprav gradimo tudi vrtce in ostale zadeve, ampak vseeno osredotočenje na končnega kupca kot uporabnika in kot rešitve za dom so pa bile vedno v ospredju. Zanimiva stvar vsega skupaj, kar je največje vprašanje vseh potencialnih kupcev, cena v končni fazi ni višja zaradi tega, ampak vedno za isto primerjavo nižja. To so zdaj sicer ravno potrdili tudi z Best Buy Awards švicarske inštitucije, kjer je potrebno pač primerjati, kaj se za kakšno ceno dobi. In dejstvo je, da enako primerljive hiše, enako zgrajene hiše z enako energetsko varčnostjo in enakimi materiali so še vedno uspele biti dražje v klasični izvedbi, v končni fazi, pri čemer pa mi to ceno edino povemo na začetku, kar je pa korektno odnos do kupca.